Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Igor Lukšič in dr. Boštjan M. Turk. Pogovarjamo pa se o rezultatih letošnjih parlamentarnih volitev. Igor, Boštjan, vendarle je Janez Janša, saj po rezultatih vzporednih volitev, prepričljiv zmagovalec volitev, vodi z dvomestno prednostjo pred najbližjim zasledovalcem. Dvakrat je že sestavil vlado, enkrat je dobil volitve, enkrat jih celo ni. Zakaj sta tako trdno prepričana, da Janez Janša ne bo sestavljal naslednje slovenske vlade? No, jaz ne moram napovedovati dogodkov v prihodnosti. Rečem pa lahko, da to, tudi če Janez Janša ne bi sestavljal za te vlade, to za njega sploh ni slabo, ker na prihodnjih volitvah bi potegnil dobiti 40%. Ampak zakaj ti misliš, da je ne bi sestavljal? Ker ne bi imel koalicijskih partnerjev ali ne bi hotel? Jaz ne vem, kdo ne, on bi lahko hotel, ampak on je toliko, bi rekel, previden in moder, da bo natančno ocenil, kdo mu bo zabil nož v hrbet. Ne? Ker recimo zadnjo vlado, ki je sestavljal z Gregorjem Virantom, ki ga je kljub temu le poznal, pa ga je izdal. Teh ljudi, ki so se pa od njega vsega ugradili, ampak to ni noben problem. Na prihodnjih volitvah lahko Janez Janša dobi 40%, lahko dobi celo 50+. To ni noben problem. To jaz sploh tudi ne govorim, jaz samo Janezu Janši ne želim, da se pač zaplete v neko zgodbo. Se pravi, tvoj nasvet njemu bi bil, da naj počaka in naj ne sestavlja za vsako ceno vlade. Za vsako ceno on vlade nikakor ne sme sestavljati, ampak on bo to naredil seveda, ker lahko čaka. On je v poziciji, da čaka. In to je najboljša pozicija za politika, da lahko čaka, da drugi trkajo na vrata. Igor, kaj ti praviš? Volilni rezultat je zmeraj izraz enega razmerja sil. Videli smo, da tudi v tem mandatu, ko je bila kao levo-sredinska vlada, je Janši uspelo s kadrovskimi in finančnimi predlogi precej vplivati na politike v državi. Tako da, kar zadeva njegovega vpliva, je verjetno skoraj večji, kadar je v opoziciji, kot takrat, kadar je na oblasti, ker takrat ga bistveno bolj kontrolirajo. Tu pa zgleda, kakor da ni na oblasti in kar precej uspeva. Zdaj, zakaj bi sestavljal vlado? Seveda ta razlika je zdaj res velika. Ne? To ni razlika, kot je bila recimo takrat leta 2012, ko je Janša imel nekaj odstotkov manj od pozitivne Slovenije. Tu pa je zelo velika in tako kot je napovedal predsednik države, da bo njemu dal najprej mandat, z njegove strani se mi zdi to dobra poteza, medtem ko z Janšine bo pa moral pogledati. Ne? Jaz recimo nikoli ne bi sprejel mandata, če bi že prej ne imel vsaj 46 ali pa 47 glasov podpisanih. Zagotovljenih. Tako da po moje bo gotovo to poizvedovanje Janša upravil, kolikor ga še ni, oziroma je na nek način ga že upravljal, kar je povedal. In bo zdaj odvisno od teh dni, kako bo zadeva šla naprej. In spet, kako se bo potem v drugem delu pokazalo, ali je druga stran, kdorkoli, ali Šarec, tehnični mandatar, ali kdo se bo tam zdaj izcimil kot prvi, da bi poskusil sestavljati vlado. V vsakem primeru gotovo ne bo vrgel puške v koruzo že takoj, ampak bo šel gotovo na vsaj kakšen sestanek 2 in ugotovil, ali se to daljne. Ni pa čisto da ne bi kdo mislil, da ni možno. Je možno, Je možno, da sestavi vlado. Ta vlada bi sicer morala upoštevati veliko razliko, spet, da je desni blok bistveno manj dobil. Se pravi, v tem primeru bi koalicijska pogodba in potem kadrovska struktura šla bistveno daleč stran od Janše, ki ga poznamo. Seveda je pa zdaj odvisno od njega, ali je lahko Janez Janša naredi kakšen salto mortale. Sam da povemo, oprosti Boštjan, preden ti dam besedo, sam da povemo gledalcem, da je roki so taki, da bi do 8. avgusta morali dobiti novo vlado. Se pravi, časa je še kar nekaj do takrat. Izvoli, Boštjan. Ne, se pravim, časa je veliko, se ni nobenega problema. Jaz si ne predstavljam ob tem volilnem rezultatu, da bi bil lahko kdorkoli mandatar kot Janez Janša, to je prva stvar. Druga stvar, si ne predstavljam, da bi bil to Marjan Šarec, ker to bi bila pač popolna zloraba, pa ne samo instituta parlamentarne demokracije, ampak temeljnih vrednot. Še enkrat gremo nazaj, še enkrat, videli smo, milijon Slovencev je imeli priložnost videti, da Šarec laže.
In čakajte, tazga človeka, gledajte, jaz tega s patologijo, zadnji, ki je lagal v slovenski politiki pred kamerami. A vi veste, da so slovenski politiki ne laže. Zadnji, ki je lagal, je bil tako imenovani Edvard Stanič, leta 1994, septembra, v tako imenovani zgodbi Blažič Gate, se pravi, to je bila neka posledica Depale vasi, ampak Edvard Stanič in potem seveda krščanski demokrati so uspešno propadli. Ne. Mi smo se borili pač proti temu. Boštjan, kaj pa Gregor Golobič v studiu Odmevov, ko je rekel, da nima deležev v podjetjih v tujini? Ja, lejte, zato, ker sem bil takrat na oddaji, Ultra je mene tožila, jaz sem se potem pogodil, ker pač, ampak takrat mene ni več bi rekel, večinskih medijih. To je pisal tudi Požar, zelo dobro. Jaz sem bil eden redkih, ki je to zgodbo z Ultro razkrinkal. To je bilo pač dejstvo. In ki sem ga plačal s tem, da pač sem se ognil temu, da bi me obsodili na zapor, kot so me sicer zaradi operacija, da bi me obsodili, kot sem zdaj obsojen, na 10.000 evrov plačila kazni, ker sem podvomil v Vena Tauferja, da je zveličavni pesnik in bi pač bila ista zgodba. Ne? Ampak od takrat sem jaz pač bil primoran izginiti iz slovenske javnosti. Tako da, kaj Ultra, kdo je lagal, to jaz vem najbolj. Igor, če nam ti malo sveži spomin, imeli smo že primere, kjer ni bil predsednik vlade relativni zmagovalec ali pa celo kar ena tretja oseba. Ne? Ja, mi smo dvakrat tole konstruktivno nezaupnico, Drnovšek, prva vlada njegova, niti ni šel na volitve, ampak je vletel strani. Bila sta prej še dva poskusa z Volčem in Bavčarjem, ki nista šla skozi. To je bilo takrat, ko je bilo konc Demosa, ne? 92. To je leta 92, ja. Potem smo imeli leta 90 Bajuka, ki je bil mandatar Združene stranke. Leta 2000. Leta 2000. Ja. Potem smo imeli, recimo, pozabilo se je že, da leta 90 je sicer bila razglasena zmaga Demosa, ampak Demos ni šel na volitve v zboru družbeno-politični zbor. Z eno listo, ampak z večjimi, ja, to imaš prav. Ja. Relativni zmagovalci je bila SDP, ZKS. V družbeno-politični zbor, ja, kar pomeni, da so tam šle posamične stranke in od relativnih zmagovalcev, od posamičnih strank je bila takrat SDP, SD, kaj že? ZKS, SDP, ZKS. Stranka demokratične prenove. No in takrat mandatar, ki ga je ponujala Milan Kučan, ga ni predlagal, ampak je počakal, da je ugotovil, kdo ima večino in predlagal mandatarja, tistega, ki ga je potem predlagala parlamentarna večina. To je gotovo najboljši postopek. Ampak, kaj pa recimo, oprosti Igor, pa primer Alenke Bratušek, ne? Ta je tudi specifičen, ne? Ja, pri Alenki Bratušek točno, ja. To je pa najbolj specifični primer od vseh, bi rekel človek. Ja, ko ona je iskala mandatarja, iskala mandatarja, ker nihče ni hotel iti v vlado z Zoranom Jankovićem, potem se nekega jutra pogledala v ogledalo, našla sebe in postala predsednica vlade, ne? Ostalo je pa zgodovina. Ja, tako da, mislim, nič ne bo presenečenje, če se zdaj tle najde kakšna varianta. Skoraj ne more biti neka varianta, ki je še nismo videli v take drugačni obliki. Pustimo se presenetiti. Pravzaprav tisto, kar bi bilo novo zdaj, je edino to, da to nam pa še ni uspelo, da se vlada ne sestavi in se gre potem na volitve. Ja, to bi edino bilo novo. Evo, kaj sem rekel? Ni 20 minut, ko sem to misel testiral, je že, bi rekel, beseda meso postala. Ne, ni še postala meso, ampak to bi edino bilo novo. Kaj lepšega si lahko politični analitik živi kot tole. Kako hitro grejo ideje 20 minut. V teorijo, politološko teorijo. Ja, dobro, bomo videli, kaj se bo dogajalo. Vsekakor rezultati, še enkrat poudarjamo, seveda niso dokončni, to so rezultati vzporednih volitev, treba počakati na dokončne rezultate, vendarle kaže na to, da bo veliko število strank v državnem zboru. Zdaj vidva sta tudi bila zraven, ko so se vlade sestavljale. Dajte nam še kaj povedati nam in gledalcem o tem, kako se vlada sestavlja, zakaj je to tako naporno, če je več koalicijskih partnerjev, če je več manjših strank, kako to zgleda iz prve vrste, iz prve roke? Ja, ostalo je zgodovina, tako kot vemo, pa kot ste rekli. Ampak zdaj, kako pa bi človek lahko sestavil vlado iz teh strank, ki so zdaj v parlamentu? Kako zmagala je recimo desnica, se pravi Janez Janša je pač desnosredinska opcija, zastopana v Evropski ljudski stranki. Če bi Marjan Šarec vstopil v mednarodne povezave, sem prepričan, da bi vstopil v Evropsko ljudsko stranko. Se pravi, imamo tle zdaj že nek zametek nekega desnega bloka.
a ne? Ampak večino strank je pa levih. Kako bi lahko vi sestavili na osnovi Alenke Ampak tehnično, Bratušek? Boštjan, tehnično me zanima, kako to zgleda zdaj, to preigravanje v tem, koliko kdo resorjev dobi. Recimo dam en primer, no, da boš lažje pokomentiral. Ne. Prejšnja vlada, ne, se pravi prepričljiva zmaga SMC na prejšnjih volitvah, ne, recimo SD je dobila slabih 6% na volitvah in imela 3 resorje v vladi. Ne. To je nek disproporc, ne, glede na podporo, ki jo je SD dobila na prejšnjih volitvah. Ja. Se strinjaš? Jaz ne vem, recimo, če Igor Lukšič, če ga izzovem, če ve imenovati, če recimo lahko zdaj odgovori, kdo so bili ministri, ne bom rekel SD, ampak kdo so bili ministri Cerarjeve vlade in kdo je bila recimo ministrica, da sem ga že napeljal, za recimo evropske stike. To so bili popolnoma anonimni ljudje, ki so iz popolne anonimnosti bodo odšli v popolno anonimnost. Tudi če Igor Lukšič, recimo moj kolega, to zdaj zna povedati, pa mislim, da se to preprosto ne da. Predvsem pa večina gledalcev te oddaje ne ve. To so bili ministri in jutri ne bo vedela nič. Tako da ministre, lejte, vi ne morete v eno boljšo, bi rekel, slovensko ali pa ljubljansko štarijo stopiti, ne da srečate tam 5 nekdanjih ministrov. To biti minister, ja res, no, to biti minister je, poslušajte, lejte, res, en ga imamo zelo oddaji, ne? Tako da... Ja, no, pa ga ne želim. Sploh nisem, ker ga dojemam kot inteligentnega človeka, kot univerzitetnega profesora, sploh nisem pomislil, da je bil minister pa predsednik stranke in se mu zato upravičujem. Ampak vi ne morate v eno boljšo ljubljansko štarijo, ne da jih tam 5 sedi in pač obuja spomine. To ne predstavlja nič, zato pa pravim. Igor, kako to izgleda sestavljanje vlade? Tisto, kar je problem, o čemer je Boštjan govoril, je to, da recimo od ministrov je kandidiral pri SMC-ju samo eden, se pravi, da so prišli v vlado kar eni ljudje, ki zdaj bojo verjetno en del njih spet podaljšal mandat in ne vem kako, da imajo ekipo, ki gre na volitve in dobi rezultat in potem ekipo, ki se z njih nabere pač ministre. To je, se mi zdi, za eno zdravo demokracijo v enem deležu sicer koristno, ampak v tako velikem pa verjetno ni najboljš. Zdaj, pri sestavi vlade je tako, ne, zdaj vsako vlado se sestavlja na drugačen način, ker je rezultat drugačen, število strank je drugačnih, mislim, je različno. In jaz sem sodeloval pri enih 4 ali 5 pri sestavi, samo v eni sem bil, ali celo pri 6. Ampak, se pravi, vsaka je specifična in je zelo odvisno, to je igra živcev, pogajanja se začnejo navadno takrat, ko eni mislijo, da so pogajanja že končana in so vsi živčni in potem se začnejo pritiski, kdo je spadal, kdo ni spadal. Spomnim, ko smo delali koalicijsko pogodbo, poslušali radio in takrat je rekel Rop, evo, zdaj Drnovšek me je prodal. Ne? Ampak ta novica je bila tako za 3 ure. Ne? In je dejansko povedal, zdaj gre ta ven, on gre noter, ampak to je vse gambljanje, to je igranje živcev, preigravanje tudi poziciji in to je pač treba znati. Na koncu je treba vlado sestaviti, ne? In tak je mandatar, je pravzaprav v resnici edini in najbolj zainteresiran, da vlado sestavi. Tega recimo Janković ni dobro razumel, ne? Kar pomeni, da mora iti po kolenih, sklonjeno glavo, požreti tudi kakšen gnoj, ki se mu zelo gabi, ker je v resnici on edini, ki ima mandat in samo on je zadolžen, da vlado sestavi. Vsi ostali pa so še tako lahko zapriseženi koalicijski partnerji iz istega bloka in ne vem kaj, imajo neke druge interese. Svoje računice, parcialne, ne? Tako, ni zelo pomembno, da se vlada sestavi, ker če se ne sestavi, je pač kriv mandatar. Tako da tu je kar dobro imeti kilometrino, eni od teh, ki so v igri, jo imajo. Tako da se pa tudi ti disproporci dogajajo, tudi ta, ki se ga omenil, se pravi, da stranka 6% dobi bistveno večje število mandatov v vladi kot v razmerah. Recimo, če bi zdaj šla SD v vlado, verjetno bo težko dobila 3 mesta ali pa 3, s tem, da ima 3% več, ne, po teh rezultatih. Tako da je pač potem število strank problematično, ne, za vlado. Tako da tle je treba slediti eno logiko in sicer čim manjše število strank v vladi, hkrati pa čim večje število glasov v parlamentu.
Tako da je situacija stabilna. Če si mandatar, si ne smeš dovoliti, da ima katerakoli stranka preveliko močno izseljevalsko pozicijo. To je Cerarju uspevalo zaradi tega, ker je sam imel zelo visok rezultat. Zdaj v tem primeru, če bi Šarec to delal, bo težko, ne? Ne bo mogel tukaj solirati, kot je Cerar, recimo pri kadrovskih vprašanjih, že takoj, če se spomnite. Ja, prva odločitev je bilo že preglasovanje, ki je imel večino v vladi. Ne? To pač ni dobro, je pa seveda zdaj vprašanje stila, ki ga nekdo ima in ki ga razvija. Ne? Stil, ki ga imaš recimo v tem primeru kot župan, se je treba precej prilagoditi obstoječi situaciji. Tako da jaz mislim, da še eno vprašanje. Izvolim, konkretno. Lahko da vidva vesta, prepričan pa sem, da večina Slovencev ne ve, kdo je to Stanka Setnikar. Stanka, ja, veva, zelo dobro. Ja, mi dva veva, ker je bila dekanja takrat, ko sem jaz bil dekan. Ja, ker je bila, ona je bila ministrica. Ja, jaz vem, ker sem bil v prejšnji ekipi, pa smo njej predajali posle. No. Torej, se pravi, vesta čisto iz konkretnih... Se vejo tudi Slovenci, tista, ki je največ zaslužila z dodatki za... Pa so že pozabili ime, zapomnili so si to. Hočem reči, biti minister res ni žal. Ampak ti standardi so se kasneje spremenili, Boštjan, to moramo biti korektni. Ne? Recimo, Igor ti lahko pove, v vladi Boruta Pahorja je bila samo ena ministrica, ki je šla na višjo plačo. Ne? Vsi ostali ministri, tako Igor v prvi ekipi, ste šli na nižjo plačo. Ne? Zdaj, pri vladi Mira Cerarja smo imeli občutek, da so bili eni prej brez plače. Ne? Tak je bil moj občutek in so sploh zdaj dobili plačo. Vprašanje, kaj bo zdaj naprej, ne? V katero smer bo šla zgodba. No, recimo, ali pa Klaudija Markeš. Ja. Ampak to moraš še dva primka zraven povedati, veš. Ne, to je bila ministrica te Cerarjeve vlade, hočem reči. Se ne govorim na pamet, ne, mislim, da je to zaupanje. Klaudija Markeš vidva vesta, recimo, ampak bila je ministrica, šla bo v slovensko zgodovino, ker je imela najkrajši staž. 10 dni, dokaj so odklinili. Ne 10. V petek je bila imenovana, v petek je prisegla, v torek je odstopila. V sredo je odstopila na 1. april. Hočem reči, vse govorimo o isto stvar. Zdi se mi pa popolnoma neverjetno, to si pa upam povedati, da bi Marjan Šarec, če bi recimo Janezu Janši uspel sestaviti vlade, vprašanje, če bo Janez Janša hočel to narediti. To je veliko vprašanje. Da bi pa Marjan Šarec ob tem rezultatu, s katerim zdaj operiramo, pač ne moramo operirati z drugim rezultatom, lahko sestavil neko uspešno ali pa trajno vlado. To pa, kar je prej kolega Lukšič govoril, vse te tenzije, tudi je bilo rečeno, da je Cerar pač imel eno tretjino pač parlamentarnih glasov, Cerar je dobil 13. julija 2014. leta glasov več od Drnovška, postavil absolutno rekord, in se je lahko to dovolil, medtem ko Marjan Šarec kot drugi že psihološka bariera, da ti nisi zmagal volitev, pa še, bi rekel, s tako malo razliko, kako bo to šlo, to ne bo šlo. To daljnoročno je to nevzdržno. Minuto časa še imamo, da vam vržem še eno kost, preden se vam zahvalim, pa se v 2-2 poslovimo. A je možno, da Miro Cerar sestavi še eno vlado? Zdaj rezultati kažejo, da se bori za 3. mesto. Je to sploh realna opcija ali ni povajno? Ne, mislim. Ne, to je znanstvena fantastika. Zakaj, Boštjan? Je zato, ker nima če gre na aritmetiko teh glasov, ki so zdaj, je to pač nemogoče, ker to je pa že 3. mesto, ali pa 4. mesto, ali pa v Avstriji smo imeli tak primer, kjer je 3. stranka imela kanclerja, če se spomniš enkrat. Pa Cerar se je izpel, pa se je odstopil. Pa še ena zadeva, se smo pošteni ljudje, se Cerar je odstopil. Ja, dobro, pustimo zdaj detajle. Se odstopil, rekel se ne grem več. Se karte na novo premešajo, seveda je to zaprto, samo možnost je zelo mehna. To je pa, meni se zdi to scenarij čisto znanstvene fantastike. Taka vlada, tudi če se sestav ne more trajati, to je najslabša si Slovenija lahko želi. To bo nezaupanje državljanov, kako, če si dobil manj od 10%, boš mandatar. Kaj pa državljani, kaj pa ljudje, kaj pa volivci, kaj pa Štajerska, to ne gre. Ja, Štajerska je ključno vprašanje, to si že povedal. Spoštovana gosta, dr. Igor Lukšič, dr. Boštjan M. Turk, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v oddaji. Gledalke in gledalci, ne namojiti, vrnemo se po oglasih, ko boste z nami dr. Bernard Nežmah in magister Sebastijan Jeretič in nadaljujemo s komentiranjem rezultatov današnjih volitev.